Jasmin Feratović. Je on zgolj en zblojni gusar, ki skriva prave namene? Ali je on morda pirat, ki pozna skrite poti do še neraziskanih zakladov? No, to bomo ugotovili v prihajajočem tednu, ko se bolj povežem z njegovo energijo in jo vzamem pod drobnogled. Za začetek pa, da povem v bistvu, naj povem najprej svoj pogled na piratsko stranko in na Jasmina Feratovića, toliko da veste, od kod izhajam. Zdaj, pirati, jaz sem jih prvič srečala leta 2014, ko sem se prvič zavzela za to, da bom taka zgledna državljanka, ki se bo pozanimala o teh strankah in tudi šla na volitve, ampak ne samo tako, da obkrožim kar nekaj, ampak takrat sem se res, res zavzela, pogledala sem vsa soočenja, ful sem pogledala njihove programe od vseh teh strank in takrat, ko sem zasledila te pirate, jaz sem bila takoj zaljubljena. Zaljubljena v smislu, da so mi bili ful všeč. Ful mi je bila všeč ta stranka, predvsem zaradi svoje drugačnosti. Takrat je bil seveda predsednik nekdo drug, niti se ne spomnim več kdo. Ampak meni je bila piratska stranka všeč prav zato, ker je tako zelo netipična, tako zelo drugačna in se mi je to zdel en tak lep, svež vetrič v tej naši slovenski politiki. In seveda, jaz sem šla takrat na volitve, ponosno sem obkrožila te pirate in z navdušenjem sem čakala rezultate. Potem pa sem žalostno ugotovila, da oni niso dobili niti enega stola v državnem zboru. In to me je zelo potrlo, ker sem se toliko zavzela, toliko poglobila in na koncu je bil moj glas praktično neuporaben. In takrat sem tudi rekla, politika brez veze, kaj se sploh matram, kaj se sploh neki grem, če na koncu itak ni nobenega efekta, ta en moj glas ne more nič spremeniti. No, in v bistvu jaz sem na te pirate v teh 10 letih, 12 že malo pozabila, ker pač se nisem ukvarjala prav nič s politiko in prav nič ni brigalo vse to. In v bistvu posledično, ko sem razmišljala tako, ne vem, pol leta nazaj, koga bom volila, če bom sploh šla na volitve, nekako sem bila najbolj zainteresirana za resnico, zato ker oni so bili edini tako malo drugačni, pa nekako se mi je zdelo, da neki. No, pol pa jaz ugotovim, da so pirati spet aktualni, oziroma da so še vedno aktualni. In sem bila tako, ja, pustimo, sta to resnico, pirati so moja stranka. Tako da, če sem lahko opredeljena samo zdaj, tle, ko govorimo o svojih osebnih izkušnjah, definitivno lahko povem, da so pirati moji preferiti in upam tudi, da bodo prišli pač na volilni listič. Zaenkrat mislim, da še zbirajo podpise, da sploh lahko kandidirajo. In upam, da jim tudi to rata in seveda tudi upam, da jim uspe po 14 letih priti v državni zbor. Sicer oni, če sem prav razumela, so prisotni v državnem svetu, tako da na nek način imajo tudi nek vpliv. Kot smo ugotovili v prvi epizodi, ko smo si parlament pogledali po domače, državni svet je ustanova ali pa organ, ki ima nek vpliv na zakone, ne. Se pravi, oni lahko dajo veto, to pomeni, da zaustavijo nek zakon ali pa da ga nazaj pošljejo v državni zbor in kjer ga potem oni morajo dodelati. Se pravi, državni svet je kot nek most med politiko in ljudstvom. Tako da so aktivni, so nekako tudi prisotni, so vplivni na nek način, ampak seveda veliko več bi lahko dosegli, če pride v državni zbor. Je pa to tudi ena taka zanimiva povezava, ker takrat sem jaz že rekla, ko sem v prejšnjem videu prvič omenjala jih, to mislim, da je bil nek tedenski report, ker sem govorila o tem, kako je bilo na soočenju teh neparlamentarnih strank in takrat sem ga pač tudi prvič videla, tega Jasmina. Sem rekla, da oni so taka stranka, ki tudi če ne pridejo v parlament, lahko nekako oni energijsko že usmerjajo nek tok, ne, kakorkoli, ali so tu ali ne. Tako da, no, pustimo zdaj to. Jasmin Feratović kot persona, kot oseba, tudi tam na soočenju, ko sem ga videla, se mi je zdel zelo tak
dečko na mestu, zelo stabilen, prepričan vase, se mi ne zdi preveč konflikten, je pa zelo tak kritičen, ne. In to mi tudi všeč, ne. On kritizira vse, kar čuti, da ni okej. Ampak zna kritizirati na tak način, da v bistvu zelo lepo utemelji svojo kritiko. Ni tako kot recimo te drugi politiki, ki samo, ja, Janša to, oni to, Golob to, ne, samo neki pljuvajo. On tudi na nek način pljuva oziroma kritizira, ampak kot sem jaz opazila, pač kolikor malo spremljam, morate vedeti, da jaz ne spremljam tega toliko, samo to, kar mi pač Facebook nekako vrže ven. To, kar sem videla, se mi je zdelo, da zna on tako zelo vse argumentirati in dati tudi neka konkretna dejstva in vedno govori z nekim takim mirnim, glasnim, ampak tudi močnim tonom oziroma energijo. Ni nek tak, da torej pljuva vse povprek, pa mi bomo to, ampak zna ono, mi bomo to. In zakaj tako in zakaj ne tako. Se pravi, ful ima tako res dobro energijo. Tako da on mislim, da je postal predsednik par let nazaj in mislim, boljše figure za predsednika Piratov ne bi mogli najti. Tako, kar se tiče vizualnega izgleda in njegove energije. Pač res paše v to stranko, tematsko, energijsko in vse. Tako da, kar se tiče same stranke Pirati, po mojem mnenju, energijsko so zelo dobro pozicionirani, imajo jasno vizijo in seveda jaz jim želim vse dobro in tudi želim si, da se prebijajo počasi malo bolj v ospredje in prinesejo nek tak svež veter v naš parlament. Okej. Zdaj pa njegova energija, ne, oziroma njegov energijski svet. Jaz sem to torej že razlagala v enem od teh videov, da je njegov svet zelo, zelo globok. Ampak tako ekstremno globok. In če gremo v globino njegovega sveta, dol na dno oceana, tega zelo, zelo izjemno globokega, tam najdemo še en skriti vhod, ki pa nas pelje še globlje v neke podzemne rove, nek podzemni sistem, kjer v bistvu so eni taki tuneli in to sem že govorila takrat v tistem videu, ljudje, ki imajo tako globok svet in te podzemne rove, to so ljudje, ki so v bistvu zelo nevarni. Čakaj, sem trenutek. Moram si vžgati radiator, ker me malo zebe. Se pravi, to so ljudje, ki so na nek način nevarni, ampak ne v smislu, da imajo oni nevarno energijo, ampak v smislu, če srečaš človeka, ki ima tako globok svet in se mu preveč približaš, ampak ko te on pelje v te globine, če mu ti skrušiš zaupanje ali pa ga kakorkoli razočaraš, ampak tako res orenk razočaraš, tako res, da narediš neko ogromno, ogromno napako, takrat si v bistvu zaklet. Ne, takrat te taka oseba dobesedno ujame v te podzemne rove in ti ne moreš več ven. In kaj to pomeni v resničnem življenju, da si boste lažje predstavljali, kako to izgleda. Dajmo zdaj iti na primer romantične zveze. Zakaj? Zato, ker partner je nekdo, ki ga ti pelješ v globine, ne. Partner je tvoj življenjski sopotnik in logično glih partner je tisti, ko se mu mi najbolj odpremo, ne. Partner je nekdo, ki ga povlečemo oziroma ki mu razkažemo te naše globine. Pa ne vedno, ampak ponavadi so partnerji tisti ali pa neki družinski člani ali pa otroci in tako naprej. Ampak če gremo zdaj na primer partnerstva, ker je to najlažje opisati, torej recimo, če si ti oseba, ki imaš tako globok svet in te podzemne rove in svojega partnerja pelješ tja, torej mu razkažeš to svojo drugo plat, ki jo pogosto svetu ne kažeš, in mu razkriješ neke svoje skrivnosti, neke svoje poglede na svet, ki so zelo netradicionalni, torej da se mu res odpreš temu partnerju, da ga res pelješ globoko v svoj svet, in če te ta partner v tem globokem svetu, ko ga enkrat tako globoko spustiš, razočara ali pa prevara ali pa skruši tvoje zaupanje, ga torej ti hote ali nehote
pač tam zakleneš. Ne? In to zdaj pomeni to, da ta partner, recimo, te prevara, ti ne boš maščevalen, pač to sprejmeš. In dobesedno, taki ljudje, ki imajo tako globoke svetove, to so ljudje, ki so tako zelo tolerantni, tako zelo razumevajoči, da dobesedno pač on obrne list, ja, bo prizadet, bo razočaran, ampak ti kot nekdo, ki si recimo prevaral takega človeka, te bo to zavedno zaznamovalo. Ti ne bo, dolgo časa boš rabil, da boš ti prišel spet na tisto, da ti postaneš ti, pa da se odpreš, oziroma da pritegneš potem tudi takega partnerja, s katerim lahko gradiš. In pogosto ljudje, ki se zapletejo s partnerji, ki imajo tako globoke svetove in jih potem razočarajo, pogosto se zgodi glih to, da po nekaj letih obžalujejo svojo odločitev, obžalujejo, da so naredili tako grdo napako. Glih zaradi tega, ker ostane njihova energija tam notri nekje zaklenjena in ujeta. In človek, ki ima tako globoke svetove, njega to ne moti, ker to tako taki rovi, ko so, pač to na njega recimo ne vpliva toliko, ampak tista oseba, ki pa je skrušila njegovo zaupanje, ona pa ima vedno, pač ujeto imaš energijo tam dol in posledično pritegneš take situacije, ki se ti potem maščujejo. Torej, neka ženska, ki bi takega moškega z globokim svetom prevarala ali pa kakorkoli izkoristila, bi potem še dolgo let naprej pritegnila direkt take partnerje, ki bi delali isto z njo. Ampak morda na drugačen način. Glih zaradi tega, ne? Ker je tvoja energija ujeta tam nekje spodaj, zato ker si pač naredil tako grdo napako. In zato so taki ljudje v navednicah nevarni. Niso nevarni, ampak zgolj so zelo globoki in pač boljše zate, da v globinah, kadar te nekdo tako globoko spusti, da ne narediš neke sebične napake, ker se ti potem to maščuje. Torej, Jasmin Fratović je dosti prisoten v mojem energijskem polju, večkrat me je že kam tako peljal v te rove in mi razkazal, je zelo, zelo zanimivo, ampak zakaj sem se danes odločila o njem govoriti? Predvsem zato, ker sem zdaj, se pravi, par dni nazaj sem posnela za Teo Lumina vpogled in dejansko me je ona peljala dol v nek podzemni svet. In tukaj sem začutila, kot da pač energija Jasmina, da bi mi lahko tudi meni še nekaj razkazala, nekaj odklenila in zato sem se odločila torej za njega. On, ko sem prvič se povezala z njegovo energijo tam pri tistem soočenju, me je, mislim, takoj je on prišel v ospredje, takoj, njegova energija je bila takoj zelo prisotna in kako to jaz čutim, torej pojavi se mi v mislih občutek o njem oziroma misel o njem in njegov obraz, bolj kot je pač povezan z mojo energijo oziroma bolj kot pride v moj energijski prostor, bolj vidim resnični obraz v mislih. Tako nekako to izgleda. In on pač takrat kaj neki sta s Kordišem se nekaj pogovarjala, pa so se nekaj tako zmenila in pol je mene Jasmin peljal v to svojo energijsko pisarno in njegova energijska pisarna je ful taka, pač ko da prideš, pač taka, ni tipična pisarna, mogoče tudi zato, ker on še ni v parlamentu, ne, in recimo, če bi dejansko prišel v parlament, bi si on na energijskem nivoju zgradil drugačno to energijsko pisarno. Kaj to pomeni? To pomeni, da pol prilagodiš neke svoje pristope, da se daš bolj v to energijo nekega politika. Kako bi to opisala, ne vem, ful imam občutek, ko zdaj snemam za Jasmina, da tako, kot da nekako težko artikuliram svoje misli, kot da težko ubesedim svoje misli, ful sem tako, kot da nekje plavam, nekje v nekih vodah in tako težko spremljam sploh, kaj govorim. In si težko sploh sledim, to mi je ful zanimivo. V glavnem me je peljal v to njegovo pisarno, ki je tako kot neka črna jama, in vse je tako črno, kot da prideš v nek metal klub. Tudi miza je tako, kot da bi bila izklesana iz kamna, kot da bi on
kot da bi najdel neko skalo in bi on to izklesal vse ven, vse te, tako, ful zanimiva pisarna. Nič kaj posebej tako ni bilo izrazitega, da bi bil tam kakšen, tako kot so recimo pri drugih politikih, ki ima neke knjige, pa to, pa uno, ampak on ima res neko tako edinstveno pisarno. To je dobesedno ta njegova drugačna energija in to je v bistvu meni, kar je ful zanimivo in ful privlačno pri ljudeh, ne, kadar so res tako nekaj ekstra. In zdaj tam v tej pisarni so neka taka vrata bila, ko me je on to peljal potem po teh rovih in te rovi so ful zanimivi, tako dosti takih koral in kristalov, pa tako tudi ribe so kdaj kakšne take tropske plavale, kar mi je bilo tako ful zanimivo. Ampak ful sta najine energije kompatibilne, se pravi, moja energija se ob njegovi energiji počuti zelo, zelo prijetno. Zelo tako, pa ne vem, veš tisti občutek, kot da nekoga že dolgo časa poznaš. Tak imam občutek ob njegovi energiji. Recimo, pri Janši je bil tisti občutek, ne tako, kar ono, tako se čuti to njegovo moč, ki je skoraj malček zastrašujoča. Recimo pri Kordišu, sem videla, da on je nekako, se čuti to moč, ampak on je nekako, ni še toliko, pač ful oddaja ven to suverenost, samozavest, ampak energijsko ni še čisto tam, ne. Pri Feratoviću pa je tako, da je, mislim, ne vem, kadar pridem pred njegovo energijo, dobesedno je tako, sploh se ne rabimo pogovarjati ali pa sploh pač kar neki flow čutim, tako. Ful zanimivo. No, tako da dajmo zdaj, da se bolj konkretno povežem, ker do zdaj on je bil prisoten na mojem energijskem polju, ampak pač nisem nič kaj tako preveč hotela raziskovati. Tako da dajmo se zdaj spoznati. Ok. Ful zanimivo. Tako, ko pač spoznam se z energijami tako v neki taki dvorani, ki je taka meglena. Ne vem, kako bi to opisala. Pač tam je nek tak prostor in njega sem videla, kako je tam čakal, oblečen v črno, bil je sproščen, roke pa je imel tako, ampak tako pač sproščene roke, tako jih je držal skupaj in se je čutilo, da me pričakuje in se je čutila v njemu tudi nekakšna trema. In tudi pri meni je bil tak občutek neke treme, ampak ko sva se midva videla, kar on nek tak, kar tako, ko ti pade neka teža in se tako nasmeješ. In vse tako brez besed. Sva si podala roke in potem je v bistvu on me že takoj se je obrnil, kot da me nekam pelje, da vidimo, kam me bo zdaj peljal. Ja, pa čuti se tako. Čuti se neko obojestransko naklonjenost, ki je neizražena. To mi je tako ful zanimivo. Kot da bi, kot da je obema energijama na nek način nerodno, ampak hkrati ne. Tako, ful zanimivo. Ne vem, kako to opisati drugače. Ampak tako prav črno in belo, ne. Po eni strani ful ono wow, po drugi pa ful tako, mislim, ne po eni strani wow, to mi ni všeč ta izraz. Pač ne vem, vidiš, to je tako, kako snemam to epizodo, ful mi je tako, ni tega, in to je zato, ker on je v globinah, ne, on je ful, sicer on je devica. Aha, vidiš, to je to, sem zadnjič pozabila omeniti, ker sem šla gledat kaj po horoskopu in sem videla, da je devica. Device so v mojem življenju zelo, zelo pomembni ljudje, pač ful imam devic, partner je devica, moj oče je devica, stric je devica, ne vem še kdo vse so te device in z devicami sem jaz v splošnem zelo kompatibilna. Nekako znam začutiti tisto neko njihovo energijo, ki je sicer drugi ne dojemajo na tak način, kot je pač njen resnični pomen. Če sem to prav razložila. Mislim, če sem razumljivo to povedala.
In tako se zdi, se pravi, on ima ta globok svet. Jaz mislim, da ima on v kakšnih lunah in drugih planetih veliko, veliko vodnih znamenj, celo škorpijona. On ima zagotovo nekje nekega škorpijona, ali v Neptunu, ali ne vem, sicer jaz nisem astrolog, ne spoznam se toliko na astrologijo, ampak nekaj mora biti z škorpijonom in ali pa z nekim drugim vodnim znamenjem, pač tega ima zagotovo v karti ful. Se bi mogoče lahko šla pogledat, da vidim, sam ne vem njegove ure rojstva, tako da pol mogoče niti ne bi bilo toliko natančno. Ma kakorkoli. Ker ima on toliko teh podvodnih svetov, recimo, so bolj čustva v ospredju, torej komunikacija ne toliko z razumom, ampak s čustvi, in verjetno je glih zato mi te besede tako ne tečejo gladko, misli so dobesedno zdaj v tem pogledu tako, kot da nekje tam, kot da vržeš stvari v eno škatlo s stvarmi, vržeš v morje in pol to vse nekje, ena stvar gre tam, ena se potopi, ena plava, ena je nekje vmes in tako, pač vse nekako raztreščeno. Joj, jaz tega niti ne morem opisati, to je zdaj že tako, zdaj vidim eno fazo naprej, ampak to je pa nekaj, kar ne morem povedati. Ojoj, mislim, ful zanimivo. Pač žal tega ne morem povedati. In v bistvu to, kar zdaj se dogaja, je postopek tega, ko me energija spušča globlje v njegov svet. In ta ista stvar se je zgodila tudi z ostalimi, se pravi, kadar pride do takega trenutka, takrat vem, aha, evo, me spušča globlje, kar pomeni, da bom lahko še bolj razbrala njegovo energijo in razbrala neke stvari, ki jih govori med vrsticami, ne. Se pravi, če povem še enkrat, da mogoče malo bolj razložim. Kadar te nekdo spusti globlje v svoj svet, ga pač tega človeka dosti bolj razumeš. In on ti govori eno, ampak ti znaš razumeti, kaj on govori med vrsticami, ok? Se pravi, to pomeni, da greš ti globlje v njegov svet. Da ga ti čutiš, brez da ti on kaj razlaga. Torej, bolj globoko, kot si v njegovem svetu, bolj ga čutiš, bolj enostavno razumeš, kaj on govori, ne da bi sploh uporabljal razum, ampak enostavno čutiš feeling, energijo, čutiš tisto, kar je neizrečeno. In recimo, kadar delam s klienti, klient mi odpre pot v njegov notranji svet tako, da pač da investicijo, s tem postavi avtocesto, oziroma s tem mi da dovoljenje, ali pa pove energijsko, ja, lahko vstopiš v moj svet. Ampak recimo, kadar pa energijsko hočem razbrati nekoga tako, brez da sodelujeva, mi mora njegova energija odpreti pot, in to se zgodi glih takrat, če sva kompatibilna energijsko, če se poravnava na eno vibracijo, in potem pride do nekega takega prepleta, kako bi temu lahko drugače rekla, in so taki ful zanimivi občutki, in takrat vem, aha, evo, me pelje globlje. Ampak tega sploh ne morem opisati, kako naj to opišem. Pač ne morem tega povedati na YouTubu. Sicer on mi govori lahko, ne po ljubljansko, kako se reče. Jaz sem Primorka drugače, zato rečem lahko. Ampak ne, ni šans, kaj smo nori, ne, ni šans, da bi jaz to povedala. Pač to so take stvari, ki pol, recimo, če bi to povedala, mislim, obstaja nek tak strah, da bi potem to lahko nekdo izkoriščal, ne, na tak način. Sicer je nemogoče, ker če ti nisi toliko, če ne razumeš toliko teh energijskih svetov, ti zdaj ta informacija, ne vem, če bi ti dejansko lahko pomagala do tega, da bi s kom manipuliral, ker bi pol znal priti v njegov svet. Ne vem, po eni strani imam občutek, da pol, če bi to ljudje vedeli, in bi takoj pol vedeli, kako iti globlje v svet drugih ljudi. Po drugi strani pa to je nemogoče, ker tudi če to veš, pa to narediš, ne vem. Joj. Pa saj sploh Ok, čakaj. Bom jaz dala zdaj pavzo, da ne bom tle, da se zmenim z njim v miru, ok? Ne vem, ne morem, vzela sem si zdaj 2 minute, sem bila dobesedno, oziroma še manj minutko. Pač on me spodbuja k temu, da povem. Joj, jaz se opravičujem tle zdaj, če vidite moje rokave, imam eno strgano jopco, pač glih prav za pirate, ne. Taka piratska, samo barva ni prava. Bom si takole zavihala.
ok, kar ena neumestna pripomba, vem. Ampak on mi je rekel, da lahko povem, sam pač jaz sem mu rekla, jaz ne morem. In pol je tudi on nekaj naredil, kar tako, kako bi temu, tako, to bi temu bi opisala skoraj kot taki občutek, kot kadar ti nekdo zašibi kolena, ali kako se reče, na nek način neko akcijo naredil, ki je mojo energijo takoj uh, um, ne zmanipulirala, ampak podredila. Ne? Se pravi, takoj sem se mu prepustila v bistvu njegovemu vodstvu, ne? Kot da je on zdaj. Ker recimo z drugimi politiki, ne, nisem padla na te njihove fore. Recimo Feratovič pa je naredil nekaj, kar je mojo energijo takoj. Uh, da je moja energija zdaj bolj vodljiva v njegovi prisotnosti. Kar je tudi prav, ne, kadar so ljudje s takimi globokimi svetovi, če pač ti ne moreš globlje, če nisi vodljiv, zato ker če ne se zgubiš v teh rovih, v njihovih teh podmorskih rovih. In dobesedno taki ljudje moraš se jim pustiti voditi. Ne. To je recimo, če gremo na partnerstvo, da to lažje opišem. Če imaš partnerja s takim globokim svetom, on pač mora biti tisti, ki vodi odnos, in sploh, če je to moški, se mu moraš kot ženska dobesedno prepustiti, ne? Ker če ne, to sploh ne more iti skupaj. Ali pa če ima ženska take globoke svetove, to je pa pol prebrisana ženska in v bistvu, ja, ona dobesedno mora imeti, lahko ima samo moškega, ki je na nek način bolj podredljiv, kar se tiče čustev, ne, ker to smo zdaj v vodi, se pravi, so čustva. Ne vem, ampak kakorkoli, jaz sem mu rekla, ne, pač to jaz ne bom povedala, in tle se je pol zgodil en tak klik. In to je bil samo test. On me je s tem testiral, če bom jaz to povedala ali ne. In me je spodbujal v to smer, da povej, ampak v resnici pač to je nekaj, kar ne morem povedati. Absolutno, da ne. In ker sem vztrajala pri temu, je on v bistvu dobil zaupanje. Torej, kako bi to opisala drugače? On me je kot, dajmo iti na neko situacijo bolj konkretno. Dajmo reči, da je učitelj matematike in zdaj ti si neko formulo ti je on razložil, ne, oziroma ti je on pomagal, dajmo reči, ti je on na skrivaj pomagal rešiti test od matematike, ne, da si pisal 5. In on te zdaj spodbuja, ti povej, da sem ti pomagal, povej, absolutno povej. In tle na nek način te on, pač to je zdaj ful butast primer, vem, ampak on te na nek način testira, da vidi, če je on ravnal pravilno, ker ti je pomagal ali ne. In zdaj, če ti rečeš, ok, bom povedala, ne, on bo to pač sprejel, ampak si bo vzel v bistvu na znanje, da si oseba, ki nisi vredna zaupanja. Na nek način, kako je to težko, vidiš, pri njemu mi grejo tako težko te besede, je vse ena taka, vse so neka čustva. Ampak ful zanimivo, ker drugače on je dosti dober z besedami, se mi zdi, no. Čeprav včasih, ko gledam kakšno, tako ko govori, se mi zdi, da ima dosti krat tako malček tremo, ampak jo ful dobro zna obvladovati. Sam se jo vseeno malo čuti. In potem, mislim, ne vem, kar ne bi več razlagala, jaz bi kar no, če gremo nazaj k temu test matematike, ne. Učitelj ti reče, ja, kar povej, da sem ti jaz pomagal, in s tem v bistvu samo preizkuša, koliko dejansko si ti vreden zaupanja. Zdaj, če ti poveš, ti ne bo zameril, zato ker te je on nagovarjal, da ti poveš, in on je tudi vedel, da obstaja možnost, da boš ti to nekomu povedal. In če pa ti se pol odločiš, ne bom, pa takrat dobiš ful zaupanja do tega človeka. Tako da jaz sem tle rekla, da ne bom, in v bistvu, ko je on dojel, da tega res nočem povedati, kljub temu, da me je nagovarjal oziroma da me je spodbujal k temu, je on kar naenkrat ratal tak, ko je najstnik. In imel je svetlo modro majico. To je zanimivo. Zanimivo je zato,
ne, nima veze. Ampak ja, kar taka svetlo modra majica, pa ful tako igriv. Ne, ker zdaj on ima tako prezenco, ful tako stoji, trdno, stabilno, tak je, tudi malček tok, se mi zdi, ne. Zdaj pa, ko sem pridobila njegovo zaupanje, pa je kar ratalo tak, čisto free flow, ne. Pač to je ta drugi obraz pri ljudeh, ki ga imamo vsi. Logično, ko se ti javno predstavljaš, si hočeš dati vtis nekoga, neke svoje energije, ampak pol v bistvu v privat življenju si pa čisto drugačen, ne, se čisto drugače obnašaš. Pa še smo si tako večinoma, recimo, jaz, če bi hotela, recimo, jaz, če bi delala tako, kot bi bilo prav, jaz na nobenem vidu ne bi nosila hudije in sploh pa ne take hudije s scefranimi rokavi, ne. Pač jaz bi, če bi bila jaz v teh standardih, bi absolutno za vsak video se lepo uredila, pa rekelc, ne, tale, kot imam tle zadaj na lutki, glih tam imam lutko glih zaradi tega, pač to, saj sem urejena, ne, pa saj sem taka poslovna lahko, ne, če hočem, ampak ne bom, ne. In nekako itak hrepenim po tej avtentičnosti, da jo čim bolj osvojim in zato sem rada bolj taka, ne. In dejansko na kameri sem taka, kot sem tudi, mislim, ne glih čisto, ne, ker ne moreš biti, ampak sem dosti podobna temu, kot sem v resničnem življenju, ne. Recimo dosti politikov pa, oziroma na splošno javnih osebnosti, so na kameri vedno tako tipi-topi, oh in sploh, in imajo tudi drugačno govorico, telesno, kot jo imajo potem v privat življenju, ko so pa doma sami pa v pidžami pa s skuštranimi lasi, ne, ko se obnašajo drugače. In recimo dosti politikov gre glih na to, recimo pri Kordišu se to zelo lepo vidi, ne, on, ko je politik, je tako. In zelo tudi tako ful podoben Feratoviću. Ampak ko pa snema kakšne videe, ki so bolj sproščeni, pa je čisto drug tip, čisto nekaj drugega, ne. Tako niti malo ne izgleda političen in to je ta druga plat človeka, ne, kadar se ti nekdo odpre, ti potem pokaže ta drugi obraz. Kako težko povezujem svoje misli pri tem Feratoviću. Tako, to dostikrat tudi, kadar delam kakšne vpoglede in delam s kakšnimi takimi zanimivimi energijami, in potem, ko snemam avdio tega vpogleda, sem tako razočarana nad tem, ker nisem tako lepo povedala, kot je moj standard, ne, da tako lepo pelje zgodba, ampak kar skačem malo tu, malo tam, malo tam, malo tam, ne. In takrat bi najrajši to vse zbrisala in začela znova. In isto mi je zdaj tule pri tem Feratoviću, najrajši bi jaz to še enkrat posnela, ker sploh zato, ker njegova energija mi je tako privlačna oziroma tako zanimiva, tako rezonira, da na neki način se mi zdi skoraj ponižujoče, da imam pol tak neprofesionalni video, ne, da ne govorim tako, kot si jaz želim povedati, ampak pač to je nekako, ne vem, ta njegova energija, ne vem, zakaj tako zmede, ne, tako, pač jaz mislim, da toliko ta voda, čustva, dobro, gremo naprej, no, da vidimo zdaj ta Feratović v modri majici. Kam me pelje, no, oh my god. Pač tako res ima zanimivo energijo, no. Zdaj recimo tule sploh ni podoben nobenemu piratu, ampak je prav tak igriv, prav najstnik izgleda, tako kot en najstnik. In me je pripeljal do enih vrat, pač podobno kot me je te Lumina. Do nekih takih kovinskih vrat, ki imajo ki izgledajo kot tak sef. Ampak ful je tak, kako bi jaz to opisala? Pač ful je tak frajer. Kako bi to ubesedila, ne vem, vidiš, kar mi, kot da imam zalite misli, ta voda je vsepovsod in pač je sam, ampak okej, dajmo zdaj, da vidimo, kaj je v tem sefu.
pač isto podobno. Zato mislim, da sem mogla se z njegovo energijo povezati, ker je neka rezonanca bila tle, in danes je bilo tudi v napovedi, da bomo srečali neko osebo, ki nam bo dala na svet, dragoceni na svet. In tukaj sem takoj pomislila, morda bom to dobila jaz tle pri Feratoviču, kakšno tako energijsko izkušnjo, ki jo bom potem interpretirala in iz tega potegnila zase nek na svet. In v bistvu je bila fora tudi v tem, da sem hotela danes Logarja se lotiti. Ne? Evo, recimo, ful mi gre na živce, ker omenjam druge pri njegovem pogledu, ampak ok. Hotela sem danes nekako bolj Logarja, ker je zdaj ful aktualen, on pa ima ful je debata, ne, ali je z Janšo ali ne. Ampak nisem se znala odločiti in sem pol dovolila na ključu, da izbere, sem napisala na listke in sem pač tako pomešala in zažrebala enega in je prišel Feratovič in sem rekla, ok, bomo pa njega. Ne. Ampak ja, sem vedela, da imava na nek način podoben svet. In evo isto, zdaj smo prišli notri v to neko dvorano in je ta vsa neka megla, isto kot je bilo pri tej Lumina, identično. Ne, identično ni, je malo drugače, ampak na podobno foro, no, to sem hotela reči. Vidiš, zdaj je prišel do teh nekih vrat, kot je bilo isto pri tej Lumina, ko so bile one neke rešetke, ampak tle je naslonil tako glavo gor na te rešetke, ker nima ključa in ne zna odkleniti teh vrat. Wow, jaz mislim, da mu lahko energijsko tukaj nekako pomagam. In kaj to pomeni, da mu lahko pomagam? Recimo, če gremo spet na druge politike. Stevanovič, ne. Stevanovič, njegovega vpogleda nisem javno objavila, je dostopen samo članom skritega kluba Gola Slovenija. In on živi v Trdnjavi, ne. In kaj pa sem hotela povedati zdaj s Stevanovič? Aha, in ko sem v bistvu raziskovala to Trdnjavo, me je pol on, no, se to bom povedala v tedenskem reportu še, ampak me je on peljal, me je dejansko peljal nekam in kaj se je zgodilo pol, zdaj je on ful na tapeti, ne. Vsi hočejo porušiti to njegovo trdnjavo, se pravi, na nek način se je to začelo reflektirati v fizičnem svetu, ne. In zdaj, če jaz pomagam tle Feratoviču nekaj doseči na energetskem nivoju, bo to na njega vplivalo in jaz mislim, da na dober način, tako da bom jaz to pomagala. Pa če sem zdaj vzela ključ in imam ključ za njega, in mu bom pomagala odkleniti ta vrata, ampak on je ful tako hrepeni po tem, da bi se odprla ta vrata. Ma ne hrepeni, prav je ono desperate. Prav tako, kako se prevede desperate po slovensko? Obupan, obupano. Ok, zdaj sem odklenila vrata in se spremenil v Feratoviča, tako kot pač ni več najstnik v modri majici, ampak je prav tak, kot ima to javno persono. In zdaj recimo ta soba, ki je tle, pri meni, oziroma pri tej Lumina, je bil kot nek oltar, ampak vse nekaj črno in tam je bila ta miza z belim prtom, zdaj pri njemu ni bel prt. Je dobesedno vse tudi tako zelo črno. In tam je kot ta neka, pač tako kot ima cerkve ono, kjer da hostja notri, ne vem, kako se mu reče. No, to, ampak je nekako, gor je nek tak rdeč in moder kristal. To vidim. Ampak tako, meni se zdi malo scary zdaj tlele, zato ker, ko sem jaz šla s Teo Lumina, ne, je ona mene dala tam na mizo in mi delala neke operacije. In zdaj, jaz sem mislila, da ko jaz odklenem tle Feratoviču ta prostor, da bo on pač na sebi nekaj naredil, ampak se zdi, kot da bo mene nekaj, ne vem. Pač tako se malo spremenil v nekega, malo me zdaj strah, ne. Ampak jebi ga, zdaj smo tule, ni zdaj časa za strahopetnost.
Ampak čakaj, da vidim, kaj hoče on narediti. Ker on zdaj odpira ta vratca, ne od une, tam tiste, kjer so te v navednicah hostije, pač tam nima hosti, on ne, logično, ampak kot da ima neke škarje not, pa neki, kot neko, pa ful časa že tam neki brska, ne vem, kaj dela toliko časa. Aha, zdaj je tako nekako odreagiral, kot da je dejansko, kot da ima slabo vest, kot da se boji, oziroma, ja, kot da se boji, da nekaj, kar bo naredil, ni glih skladno z njegovimi vrednotami, ampak čuti, da to je nekaj, kar mora narediti in mu je nekako težko pri srcu, ampak jaz pa še vedno ne vem, kaj on naklepa. Mm, pač tako zdaj je malo jezno se obrnil proti meni in me tudi zgrabil za roko. Ok, kaj zdaj to, Jasmin? Zdaj me je začela malo glava boleti. Tudi pri tej lumini me je tle dol začela glava boleti. Sicer mislim, da sem ta delček ven odrezala, ker sem ga mogla skrajšati video, ampak pač ne vem, nekako, kot da ga je strah, da, kot da ga je strah, da mi je mogoče prehitro zaupal. Ker to, kar bi on hotel narediti, je nekaj tako res. Pač v mojem svetu, kaj je bilo, mi je te alumina prerezala prsni koš, pa mi srce dala ven, pa neko drugo not, pa ne vem, cele neke procedure je delala. In kot sem omenila tudi v tistem videu, to je na nek način, pač ko drugi ljudje to poslušajo, ki ne razumejo, zakaj se gre, jim je malo scary to, no, kakšno srce je zdaj zamenjala. Pa gre se samo za energijo, za drugačno vibracijo, ne, da tvoje srce drugače bije, se pravi, da kadar govoriš iz srca, da je bolj močno, bolj jasno, bolj glasno. Da v bistvu doseže prave ljudi. No, to je bila ta operacija. In zdaj imam občutek, kot da Jasmin tle ima še vedno te neke predsodke. Joj, bohe, kaj se on misli, če slučajno gleda ta video? Ne vem. To se dosti krat sprašujem, ne, tako, kaj če gledate, ker zdaj načeloma oni bi mogli, ki poznajo svojo energijo, bi mogli točno vedeti, ono, ko poslušajo to, ja, to rezonira z mano, ja, to razumem. Ampak še vseeno politiki imajo drugačen pogled na take stvari, ne. Oni so bolj usmerjeni v tako pač te zadeve, politične, ne, bolj tako neka dejstva, tako in pol te energije so jim pač neki, kar neki, ne. In sploh ta, ne vem, pač ful bi mi bilo zabavno vedeti, kaj si oni to mislijo o vsem tem. Kakorkoli. Pač čuti se pri Jasminu, da ima nek zadržek, no, da se boji, da če bi to naredil, kar mora on narediti, da bi izpadel slaba oseba, ne. In to je recimo bilo pri meni isto, ne, te alumina, se pravi, ko sem šla jaz tja dol, pa to, ampak ok, te alumina, ona ni imela nobenih problemov narediti neke operacije, ampak recimo moj z razumom, ko sem to razmišljala, ne vem, spet mi je odplavala misel. Mi je toliko pobral misel. Ampak tako se čuti pri njemu neko hrepenenje, da bi on končno naredil neki, ampak ful velik strah je prisoten. In to, kako se to reflektira, ne, se pravi, on pač, čakaj, nekdo me kliče. On ima nekaj, kar si želi mogoče dati ven iz sebe, mogoče nek pristop, postati še bolj avtentičen, ker to me povezuje s teo lumino, ne, se pravi, postati bolj avtentičen, ampak tle ima po eni strani ta strah. Recimo, moj strah je tudi tak, ne, jaz sem gotovila, da moram začeti drugače komunicirati, biti bolj zajebana, ne, bolj taka,
ostra, zato da pritegnemo ljudi, ki so dejansko pripravljeni in pogumni. Ne? Ampak po drugi strani je to strašno tako začeti komunicirati, ker sem v teh letih provala biti čim bolj taka prekupna, prijazna in pol logično sem pritegnila take ljudi, ki bodo šokirani zdaj, če se začnem drugače obnašati, drugače komunicirati. In verjetno ima on tudi nekaj podobnega. Se pravi, na nek način on bi rad dal ven še bolj to svojo avtentičnost, ampak ga je strah, da bo napačno razumljena, čeprav ponavadi je glih kontra, ne. Ponavadi glih s tem. Um, uh, tako, ok, pač ne, ne, ne. Feratovič je neka energija, ki, tako bom rekla, za konec ne. Malo sem razočarana, ker sem mislila, da bo bolj, da me bo peljal na bolj zanimive izkušnje, ampak ok, ne, tle nekaj se moglo zgoditi. Tudi malo sem razočarana, ker mi misli niso tako lepo tekle, da bi bila prav ponosna na ta moj posnetek. Nisem ponosna. Ampak. Ne vem ti, kako zaključiti ta video. Najboljše, da tako. Čau.